Upam, da za tvoje dobro še nikoli nisi slišala za Bonnie Blue. Ampak če je temu tako, ti bom zdaj pokvarila življenje in ti povedala, kdo točno je. Ker je to ena najslabših zgodb na internetu. In je malo odstopanje od običajnih vsebin, ki jih običajno delamo. Ampak če res trdimo, da želimo braniti Zahod in zavzemati se za svoje vrednote, potem moramo pogledati tudi, kje je Zahod zašel. In mislim, da ni boljšega primera za to, kot sama Bonnie Blue. Za tiste, ki ne veste, je ona odrasla zabavljačica. Ne, ni drag queen. Je zabavljačica za odrasle. Torej, veste, najstarejši poklic v industriji, če razumete, kaj mislim. Kakorkoli, je lepa, je svetlolasa, je provokativna, rada ima pozornost, obožuje zabavo. In zdaj je noseča. Noseča, pravite. Kako je to mogoče? No, to je zato, ker se je odločila spati s 400 moškimi brez zaščite. Da, res je. In zdaj, ko je noseča, se je odločila proslaviti svojega otroka na najbolj neverjeten način, ki si ga lahko predstavljate. Tako da ima spolne odnose z več moškimi na svojem baby showerju. Da, želim si, da bi bila to pretiravanje, ampak ni. Je ogabno, je gnusno in o tem bomo govorili. Dobrodošli v oddaji Pushback, sem Mira K, vaša voditeljica. Ne pozabite pritisniti na gumb za naročilo, všečkajte video in naredite vse, kar je treba. Pred nami je veliko dela. Torej, to je Bonnie Blue, čudovita, lepa, privlačna, običajna zabavljačica za odrasle, ki trdi, da pričakuje svojega prvega otroka in namerava naslednji mesec na svojem baby showerju gostiti spolne aktivnosti. V petek 29. maja je bila britanska ustvarjalka vsebin goste na LBC in je delila podrobnosti o dogodku, ki ga bo gostila naslednjo soboto, 6. junija. Jaz vabim javnost, da moj baby shower spremenijo v zlato prho, je povedala Bonnie, LBC voditeljici Sheilai Fogarty, ki je odgovorila, da ji je neprijetno. To je tvoj otrok. To je tvoj otrok, je rekla Fogarty, približno pri 26 sekundi spodnjega videoposnetka. Ponovno, to je moje telo, to je moja izbira, je vztrajala Bonnie in dodala. Če med nosečnostjo ne bi smela imeti spolnih odnosov, jih ne bi imela, ampak ker jih lahko imam, jih bom imela. Bonnie je pojasnila, da je nosečnost velik fetiš za veliko ljudi in da želi kar najbolje izkoristiti svojo nosečnost, ker se morda zgodi samo enkrat, razen če bo še naprej spala z veliko moškimi brez zaščite. To bom dodala kot opombo. Drugi v intervjuju je Bonnie povedala, da bo med baby showerjem izvajala spolna dejanja, ki bo delno prisrčna in bo vključevala tradicionalno hrano ter igre za baby shower, medtem ko bodo vključene tudi druge tekočine. Vplivnica z OnlyFans je očeta otroka opisala kot enega izmed mnogih, potem ko je prej razkrila, da je zanosila po spolnem odnosu 400 moškimi med snemanim dogodkom. Zato sem tisti dan zbrala vzorce DNK. Pomembno mi je, da si tokrat zapomnim več kot le velikost njihovega penisa. Zato sem vzela njihove vzorce DNK in njihove kontaktne podatke, je povedala Bonnie v videu na YouTubu, kjer je razkrila nosečnost. Koliko stvari me je v tem članku spravilo v slabost? Mislim, da verjetno razumeš. Zanimivo, to je še en članek, ki je izšel. Bonnie Blue priznava, da je bila viralna nosečnost lažna vaba za jezo, vendar trenutno ne kaže, da bi bilo temu tako. Torej, razčlenimo to zgodbo malo, prav? Povej mi, da še vedno ne jemlješ kalcijevih dodatkov, kaj ne? Ker veš, da ti verjetno ne pomagajo, še posebej, če nimaš dovolj kolagena v telesu. Kolagen? Slišiš me reči? Da. Tudi jaz sem bila presenečena, ker sem bila tudi sama v tvoji situaciji in nisem vedela, da po 30. letu naše telo proizvaja vedno manj kolagena. 1 do 2% manj na leto in že leta imam težave z sklepi. Preizkusila sem vse dodatke, potem pa sem odkrila Native Path kolagen iz pašne reje in vse se je spremenilo. Ker je to prava skrivnost za čvrsto kožo, močne kosti in gibljive sklepe. In ni nič za nič, ker se popolnoma raztopi v vodi ali kavi. In tisoče uporabnikov je poročalo o enakih izkušnjah kot jaz. Boljša koža, boljši spanec, manj bolečin. Torej, izboljšajte svoje življenje in podprite oddajo, ker upam, da bo Native Path postal naš sponzor s posebno ponudbo paketa in brezplačno dostavo. Obiščite getnativepath.com/mirak. Takže GETNATIVEPATH. GETNATIVEPATH.com/MEIRA. Poskusite brez tveganja za 365-dnevno garancijo za vračilo denarja. Mislim, da je ta ženska to zelo dobro povzela. Prava Michelle Patra. Poglejmo. Vabim javnost, da moj baby shower spremeni v zlati tuš. Seksualizirati zabavo o prihodu otroka. To je nov poden. To je tvoj otrok. Ja, spet, moje telo. To je moja izbira. Vpleteni sta dve telesi. Še eno telo je vpleteno. Nosečnost je velika prekleta težava za veliko ljudi. In ja, kdo ve, morda bom noseča samo enkrat, zato bom iz tega potegnila največ, kar lahko. Kakšno življenje bo imelo to otrok? Bog mi je dal tisto mamo, da sem vsak dan bruhala. Dovoljeno ti je misliti, ne? To je v resnici samo skupek celic.
Ne vem, kako daleč je že v nosečnosti. Tudi če misliš, v redu, to je samo skupek celic. Ta otrok se bo rodil kakšni materi in kakšnemu očetu. In a lahko to samo povem? Če si ena tistih oseb, ki misli, da lahko to upravičiš z argumentom o kupčku celic, potem si nekdo, ki ne zaupa svoji intuiciji. Ker prav vsak, ki sliši zgodbo o nosečnici, ki je zanosila po spolnih odnosih s 400 različnimi ljudmi in ni prepričana, kdo je oče, in ki se je zdaj odločila, da bi morala na svoji zabavi o prihodu otroka imeti spolne odnose z več ljudmi. In se ti to ne zdi moralno sporno, potem žal mislim, da je pomanjkanje moralnega kodeksa pri tebi in ne pri kupčku celic. To pomeni, da to ni razprava o tem, ali je to otrok ali ni otrok. Gre za to, kako naj bi se ženske obnašale, še posebej tiste, ki bodo na svet prinesle otroke. In moram reči, da čeprav resnično verjamem, da bi morale biti matere odgovorne za svoje otroke, imam strahove za tega otroka. Res se sprašujem, kako daleč je nekdo, ki je tako spolno izprijen, kako bo v katerem koli vesolju takšna oseba postala mati. Če je vse to prevara in izmišljena zgodba, narejena samo zato, da bi izzvala jezo, ji je uspelo. Ljudje so jezni, to ni dobra zgodba. Ampak če bi ta ženska kdaj postala mati, kaj bi učila svoje otroke? Kaj? Zame je to ena najbolj žalostnih stvari, ki jih vidimo v naši družbi, ker mislim, da vsaka ženska globoko v sebi ve, da si ne želi spati s 400 moškimi zaradi pozornosti. Obstajajo tudi drugi načini. Veš, lahko si povečaš prsi, ampak nočeš, da je to tvoja stvar. In če je to postala tvoja stvar, je to zato, ker si globoko zlomljena v sebi. Ampak vsi gledamo to zgodbo in se osredotočamo na to, kako ogabno je to. Koliko od nas pa dejansko razmišlja o vplivu na otroka v ženskem telesu med vsemi temi dejanji? Ker ti povem, da je nosečnost zelo duhovni dogodek in vse, kar mati počne, vpliva na otroka. Tudi če tega nočeš verjeti. In zato nočem vedeti, kako izprijen bo ta otrok, ko pride na svet. Tega preprosto ne razumem. In tudi če si izmislite, da je to nek fetiš, je narobe, ljudje. Mislim, da vsi to vemo, mislim, da to vsi čutimo v drobovju in zato se moramo vprašati, kako je to sploh dovoljeno. Mislim, ali je to nekaj, v kar bi se morala vmešati socialna služba, ne vem. To ni presenečenje, ker je to počela ves čas. Noseča sem že 12 tednov, zato bom za praznovanje vzela 12 jajc, od vsakega moškega za menoj. In morda spet Izzivanje jeze. Jasno je. Ve, da lahko okoli tega ustvari kontroverzo, ampak to znova postavlja vprašanje. Zakaj mora biti ženska noseča ali se pretvarjati, da je noseča in spati z množico različnih moških, da dobi pozornost, ki jo potrebuje? kako zelo smo postali potrebni pozornosti. Po besedah Boni bo celo rojstvo nekaj, kar bo unovčila. V samo 8 mesecih bom tako navdušena, da bom naredila največji prenos v živo poroda na svetu. Vse, kar lahko rečem, je ubogi otrok. To je neverjetno zaskrbljujoče. Res nisem mislila, da je lahko še slabše. Upam na čudež, da bo s tem otrokom vse v redu. Tudi jaz. In če se sprašujete, fantje, tudi če je to lažna nosečnost, ki se mi zdi zelo resnična, se tako obnaša med svojo nosečnostjo. Naj vas spomnim, fantje, ona je zvezda na OnlyFansu. Namenoma izziva jezo, verjetno samo pije vodo. Mislim, da nam ni treba skrbeti, da bi alkoholno zastrupljala svojega otroka. Ampak pomislite, da je nosečnost čas duhovnega prebujenja in čas, ko bi se ženska resnično morala povezati s sabo, poskušati ugotoviti, kaj pomeni biti mama in kaj to pomeni. Kaj bo dala svojemu otroku? To ni pravilno vedenje. Naslednjič bo. Iskreno je preprosto ogabno. Dobra novica je, da ima na YouTubu le 14.000 naročnikov. Hvala Bogu. Všeč mi je to. Sem samo dekle, zato imam težave pri iskanju obleke. In če niste vedeli, sem noseča. Aža, jaz jo vodim kot lutko. Res me zanima, ali je tisti dojenček, je to lažen trebuh ali lahko poveš? Jaz ne morem povedati. Napihujem se z njim. Živjo, ti si Bonnie Blue. Ja. Tudi jaz želim biti na sliki. Seveda, lahko si. Vidiš, spet, to je le del problema. Zakaj bi želela biti na sliki s tako punco?
Samo najdi mi dober razlog, zakaj bi kdorkoli želel biti na sliki s tako punco. Jaz nočem biti na sliki s tako punco, to vem zagotovo. Joj, kakorkoli, tukaj se je svet znašel in meni to prav nič ni všeč. Hvala za tvojo pozornost glede te zadeve.